No, mislim, da sploh, da pač energetiko, energijo, koristno, učinkovito rabo energije približamo mladini. Jaz mislim, da je pač treba začeti pri mladini, a ne, da je predvsem, kako ta energija nastane, kako se lahko učinkovito s to varčno, s to energijo uporabljamo, kateri so tisti načini, kako pridobimo energijo. In mladi pač so pokazali izredno velik interes, tudi, rekel, ta natečaj Nizkoogljično odlično je eden izmed takih lepih primerov dobre prakse, kako lahko z mladimi se pač pravilno v pravo smer deluje. Ta naš svet energije, jaz mislim, da vse pohvale sodelavcem, ki vodijo to, ki delajo s tem, ki delajo z mladimi, ne samo z mladimi, tudi z vsemi generacijami, tudi druge obiskovalce imamo. Tako da predvsem njim gre ta zahvala, da je ta interes takšen, kakršen je. Predvsem pa, da ljudje vidijo, kako se ta energija, ki pride iz vtičnice, pač pravzaprav proizvede, na kakšen način. No, sigurno pri vseh prebivalcih ali pa državljankah in državljanih, pa tudi širše, saj mi moramo nenazadnje prepričati vse naše okoliške sosede, da je to ena izmed načinov, oblik, ki je varna, ki je zanesljiva, ki je tudi družbeno sprejemljiva, če želite, in pač to umeščanje v prostor je pač treba vzgajati. Od mladih do starejših, tudi starejših zanima, kako, na kakšen način, in pač vse vabim, da pridejo vsi pogledati to Center energije oziroma Svet energije in si ogledajo, kako, na kakšen način. Da se pač neke, recimo, prejudicije ali pa da se neke znebimo nekih predpostavk tega, da je to nevarno in tako naprej. Kar se tiče Slovenci, kar se tiče energije pa učinkovite rabe, pa če želite tudi nenazadnje pri smeteh, kako ločujemo smeti, smo na dobri poti. Imamo še seveda veliko prostorov za izboljšave, ampak na tem smo na dobri poti. Lahko pa je, da še boljše, ne.